Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Širitev avtocest, kot bi se proti debelosti borili z nakupom širših hlač. Tako pravi dr. Matej Ogrin, izredni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja nevladne organizacije Cipra. Je zagovornik planetarne solidarnosti in trajnostnega razvoja. Super ideja, dodajamo mi. Analogno, če nehamo graditi bolnišnice, bo tudi bolnih manj, mar ne? Sapienti sat. Sedaj pa se lotimo 13. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali poraz v Ukrajini, zakaj smo izgubili vojno v Ukrajini. Čeprav zahodni politiki tega nikakor nočejo priznati, je danes praktično že vsakomur, tudi navijaškemu in hujskaškemu zahodnemu tisku jasno, da Rusije v Ukrajini vojaško ni moč poraziti. Zakaj smo izgubili vojno v Ukrajini, nam bo povedal naš posebni gost, politolog, profesor dr. Bogomil Ferfila. Bogomil, dobrodošel ponovno v Faktorju. Bogo, najprej bi te vprašal, ali bi se dalo po tvoje vojni v Ukrajini izogniti? Absolutno. Mislim, da je to bila povsem nepotrebna vojna. Začela se je že v bistvu tam leta 2004, ko je ukrajinski predsednik postal izjemno antirusko usmerjeni in je Bushova administracija se takrat odločila, da zabije klin med Ukrajino in Rusijo, ki sta seveda bila pravzaprav stoletja tesno povezani. Ne smemo pozabiti, da je prva ruska država pravzaprav nastala na ukrajinskih tleh. In naslednji korak, ki je pa seveda silovito vznemiril Rusije, je bilo, mislim, da leta 2008, ko je Amerika predlagala, da se Ukrajino in Gruzijo po hitrem postopku sprejme v NATO, in to je seveda povzročilo izjemno paniko v Rusiji. Takrat sta Nemčija in Francija temu nasprotovali. Gnili kompromis je bil tak, da se je reklo, Ukrajina in Gruzija bosta sprejeti, vendar brez določenega datuma. In to je seveda Rusom vzdignilo pritisk in sledila je najprej Gruzija, ruska intervencija v Gruziji, potem je sledila Ukrajina in ruska intervencija v Ukrajini. Bogo, zdaj, dolgo časa napovedovana in upevana, da ne rečem še kaj hujšega, ta najprej pomladna, kasneje se je to prelilo v poletje, ukrajinska protiofenziva, vidimo zdaj po več kot 100 dnevih poteka te ofenzive praktično nobenih omembe vrednih uspehov, po drugi strani pa brezštevilne, tako človeške kot materialne žrtve na obeh straneh. Kako ti recimo zdaj ocenjuješ to ukrajinsko protiofenzivo? Kasneje bomo videli na fotografiji, kolikšen del ozemlja recimo so uspeli Ukrajinci osvoboditi v tej svoji protiofenzivi, zelo majhen del v bistvu tega, kar so Rusi do takrat zasedli. Evo, to, kar je z modro barvo obarvano, to so pač teritorialni uspehi, dosežki ukrajinske vojske v tej protiofenzivi. Izvoli. Torej, fronta je dolga približno 1000 do 1500 kilometrov in na tej 1000 do 1500 kilometrov se vidi, kaj so ukrajinske sile zasedle, verjetno ob velikih žrtvah. Prišli so morda tam zgoraj, da so prebili prvo linijo ruske obrambe. Linije so 3. Obrambne linije, te 3 obrambne linije, ki jih je ruska vojska vzpostavila v Ukrajini, so največji obrambni projekt v Evropi po drugi svetovni vojni. Se stojijo iz neštetih minskih polj, protioklepnih ovir, jarkov in izgleda, da kljub, bi rekel, tem opevanim načrtom spomladanske ofenzive, kljub temu, da je Amerika, NATO, CIA izvežbala približno
četrtino ukrajinske vojske, jih opremila z najsodobnejšim orožjem. To ni pomagalo. Predpostavka je bila, da se Rusija ne bo prilagodila novim pogojem vojskovanja. Zunanji minister Antony Blinken je rekel, demonstracija arhaične ruske vojaške moči nas ne bo ustavila. Natanko isto je rekla Condoleezza Rice ob ruskem upadu v Gruzijo, oziroma takrat, ko je tedanji predsednik Sakašvili napadel ruske enote v Južni Osetiji, in jaz bi rekel, da se je tu zgodovina praktično ponovila. Padel je Sakašvili, imamo zamrznjeni konflikt v Gruziji, povsem po enaki poti gre sedaj Ukrajina, in jaz se upam napovedati, kar sem sicer že pred enim letom napovedal, da bo padel tudi Zelenski, verjetno bo končal podobno kot Sakašvili, ki je sedaj v gruzijski ječi. Zakaj Bogo potem, če ti praviš, da ta scenarij, kot si ga zdaj opisal, je ne samo najverjetnejši, ampak, če te prav razumem, napoveduješ, da se bo tudi zgodil, zakaj recimo nismo vse mi tu na Zahodu, ker vemo, Slovenija kot članica Evropske unije in NATO je zvesto pač na ukrajinski strani, podpiramo sankcije proti Rusiji, pač pošiljamo orožje v Ukrajino in tako naprej in tako naprej. Zakaj nismo do zdaj zmogli nekega premisleka, da bi ugotovili, da ta strategija, ki smo jo do zdaj pač recimo izsledili, ni uspešna? Dejstvo je, da je Evropa na zunanje političnem in varnostnem področju danes povsem gola in bosa. Vse niti ima v rokah Washington in Evropa se pravzaprav ni sposobna upreti ameriškim ukazom, in zaenkrat je Amerika, seveda sedanja administracija predsednika Bidna, ki morate vedeti, da je bila povsem ista kot leta 2014, ko je prišlo do, ko so vrgli zakonito izvoljenega, sicer seveda proruskega predsednika Janukoviča v enaki sestavi. Gospa Nolandova je bila pred kratkim imenovana za namestnika zunanjega ministra, Jake Sullivan je še vedno na položaju obrambnega svetovalca, edino Susan Rice je odšla od te ekipe, ampak te trije so natanko isti, in seveda predsednik Biden, ki je bil za časa Obame podpredsednik in je na primer drugi dan po odstranitvi tedanjega ukrajinskega predsednika prišel v Kijev, hkrati skupaj z direktorjem CIA. Seveda, mi lahko rečemo, da če je vlada izvoljena in je proruska, jo je treba vreči, vendar kaj se daj narediti v Ukrajini, na Slovaškem, kjer izgleda, da bo ravno tako prišla na čelo proruska vlada, zdaj a bomo še to slovaško vlado vrgli. A veste, treba je vedeti, da velike sosede, torej majhne sosede velikih držav, tam vedno obstojijo neke skupine, neke stranke, ki so usmerjene proti tej sosedi. Enako je v primeru ZDA, enako je v primeru Kitajske, enako je v primeru Rusije, še posebej pa v Ukrajini, ki je dejansko ima sorazmerno kratko državnost. Gre za državo, ki je bila sestavljena oziroma ko je nastala kot sovjetska socialistična republika. Zanimivo, da je bila takrat diskusija o tem, ali bi Ukrajina sploh lahko bila sovjetska republika ali bi bila samo eno avtonomno ozemlje, ki jih je v Rusiji danes 80. No, ampak potem so se dogovorili, da Ukrajina postane samostojna država in so ji dodali torej veliko ozemlja, torej nekdanjega ruskega, nekdanjega poljskega, nekaj iz Romunije, in tako da je ta država dokaj heterogena in ta njen državni spomin je dejansko sorazmerno kratek. Bogo, številni tu pri nas oziroma na Zahodu pravijo, sej kljub temu, da so že bile številne in številčne pošiljke orožja v Ukrajini, to gre v milijarde evrov oziroma dolarjev, vsa ta vojaška tehnologija, ki je bila poslana, ampak vendarle pravijo, še več je treba poslati, treba je poslati še moderna vojaška letala, druge oborožitvene sisteme, rakete in tako naprej. A ti misliš, da bi s tem lahko spremenili potek bojev ta hip na fronti? Zdaj,
prav v zadnjem času je prišlo do precejšnjega zasuka v pripravljenosti Zahodu pošiljanja orožja. Jaz ne vem, ali so naši mediji poročali ali ne, ampak predsednik Zelenski je Poljake, Madžare, Slovake in celotno EU, kljub temu, da so mu bili njegovi najtrdnejši zavezniki v vojno, kljub temu, da so mu poslali skoraj 100 milijard denarja, kljub temu, da je na Poljskem največ beguncev iz Ukrajine, predsednik Zelenski te države prijavil na Svetovno trgovinsko organizacijo, češ da kršijo načela proste trgovine, ker ne sprejemajo vsega ukrajinskega žita. Se pravi, da ti nekaj takega narediš, moraš biti malce poseben. Druga stvar, ki se je gospodu Zelenskemu zgodila, je bil nedavni obisk v Washingtonu. Predsednik spodnjega, seveda republikanskega doma, ni hotel sklicati, torej ni hotel spodnjega doma pridružiti skupnemu zasedanju kongresa, kjer je imel Zelenski govor, ni se hotel z njim fotografirati, sprejel ga sicer je, vendar spodnji dom ni potrdil pošiljke novih 24 milijard dolarjev težke pomoči. Zdaj, ali se bo to zgodilo ali ne, dejstvo je, da seveda zaradi vpletenosti in samega Zelenskega in in celotne Ukrajine v zakulisne igre proti prejšnjemu predsedniku Trumpu, ki je seveda alfa in omega pri republikancih, se Ukrajini slabo piše, če bo zmagal Trump, kajti tudi če ne zmaga, torej so številni njegovi privrženci v republikanski stranki že danes torej nastrojeni proti Zelenskemu in mu seveda očitajo ta njegov impeachment proti Trumpu, ki ga je Zelenski začel v dogovoru z demokratsko stranko. In seveda prej ali slej bodo prišli ven te kiksi Zelenskega v vodenju zunanje politike. Glavna napaka je seveda to, da je Ukrajina pristala na vlogo torej neke lutke v ameriških rokah. Vendar se je napaka, ki jo je naredil to, da niti ni povedal. Torej on je šel v impeachment proti Trumpu, v odstavitev Trumpa, ne glede na to, da mu je Trump dal orožje, skratka on se je zvezal samo za demokratsko stranko. In če sedaj pade Biden, ki je seveda in zlasti njegov sin, ki sta bila izredno močno prisotna v Ukrajini in tudi od tam so leteli eni od milijonov v Bidenovo družinsko blagajno, tako sina njegovega brata Jamesa in drugih sorodnikov. Torej, če Biden pade, je, bi rekel, pripravljeno ZDA na nadaljnjo pošiljanje orožja zelo, zelo vprašljiva. In seveda dejstvo pa je, da za vsem tem tiči tudi tisto, kar smo rekli na začetku, torej ta protiofenziva ni dala praktično nobenih rezultatov, kar je, seveda, Ukrajinci se zgovarjajo, češ, dajte nam F-16, dajte nam rakete dolgega dosega, da tolčemo da tolčemo Moskvo, da tolčemo ruske položaje daleč zadaj. Jake Sullivan je ob obisku Zelenskega torej mu povedal, da raket ne dobi in izgleda, da seveda, veste, vi morate vedeti, da to je kanal med Rusijo in ZDA je odprt. Pogovarjajo se najvišji predstavniki, torej seveda ne na nivoju ministrov, ampak malce nižje, in izgleda, da so se dogovorili, da torej seveda v pritiskih Rusije, da Američani vseeno bodo nehali, torej vsaj za pošiljanje tega ofenzivnega orožja, morda tudi zaradi tega, ker so videli, da torej tudi načelnik ameriškega generalštaba je jasno izjavil točno to, kar si ti prej rekel, in sicer vojne v Ukrajini z vojaškimi sredstvi ni mogoče dobiti. Potem so glasilo nekaj generalov, ki so rekli, tega ne bi smel reči, ampak on je to rekel. Ja. V redu, Bogo, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj smo izgubili vojno v Ukrajini. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, politolog, profesor dr. Bogomil Ferfila. Pogovarjamo pa se o tem, kako smo NATO, EU in Slovenija izgubili vojno v Ukrajini. Bogo, če se strinjaš, bi nadaljevala tam, kjer sva končala, se pravi pri ZDA oziroma tem odnosu ZDA-Ukrajina. Recimo senator Lindsey Graham je eden izmed teh, kako bi rekli, bolj vojnih huskačev ali pa jastrebov, ki pravi, Rusi umirajo v Ukrajini, noben ameriški vojak pri tem ni umrl, se pravi, stvari grejo v pravo smer. Ja, tudi ameriškemu obrambnemu ministru je ob obisku, se zarekla ob obisku, mislim, da Šolca in Macrona zarekla, važno je, da pobijemo čim več Rusov. Dejansko Amerika s tem dosega nek hladnovojni strateški cilj slabljenja Rusije in lahko rečemo, da so v tem uspešni, vendar sedanji premiki kažejo, da je republikancem vojna v Ukrajini manj pomembna. Oni hočejo, naprimer, en izmed kaosov, ki ga je povzročila sedanja Bidenova administracija, je nekaj milijonov prebežnikov na mehiški meji in republikancem je sedaj primarno ustaviti ta kaos na meji. Tu, naprimer, se spomnim, pred kratkim sem videl, ko so nekega demokratskega stratega vprašali, kako zaustaviti kaos na mehiški meji in je seveda dal genialno idejo, kako rešiti problem teh, bi rekel, migrantov, azilantov v ZDA. Je rekel, sploh ni problema, dajmo vsem prvi dan, ko pridejo v Ameriki, pravico do dela in vsi stroški proračuna bojo rešeni. Oni bojo delali in jih lahko sprejemamo še naprej. Upamo, da v Evropski uniji ne bodo prišli na takšno rešitev. Zgledi vlečejo, posebej te čezatlantski, ampak upamo, da ne prav vsi, imaš prav. Ampak, Bogo, ena stvar se mi zdi še pomembna za izpostaviti, pa boš potem ti pokomentiral. Navajeni smo bili, tudi v teh prejšnjih, da rečem tako, pravičnih vojnah, recimo, ne vem, NATO-vo, v pravičnih narekovajih, NATO-vo bombardiranje, recimo Srbije zaradi Kosova ali pa posredovanje ZDA in NATO v Afganistanu, posredovanje ZDA v Iraku in tako naprej, smo bili navajeni vsaj nekih kritičnih glasov tudi iz zahodnega tiska, recimo, če so se dogajale napake, če so se dogajali vojni zločini, če recimo se ni našlo pač orožje za množično uničevanje, za katerega je takratni ameriški državni sekretar Powell zagotavljal celotnemu svetu v Združenih narodih, da imajo dokaze za to. Skratka, kritični glasovi so se slišali. Do pred kratkim, glede vojne v Ukrajini, smo imeli neko tako, bi rekel, severno-korejsko, enobarvno, enosmerno sliko. Se pravi, Ukrajina je neka srčika demokracije, miroljubna evropska država, ki so jo napadli ruski krvoloki na čelu s psihopatom in vampirjem Putinom, in vse, kar Ukrajinci počnejo, je zveličavno in dobro, vse, kar Rusi počnejo, je krvoločno vojni zločin in tako naprej. Preden se je ta vojna začela, smo dobili spet v zahodnem tisku čisto drugačno sliko te Ukrajine. Govorili so o tem, da je velika stopnja korupcije, govorili so o tem, da se dogaja nepotizem, govorili so o tem, da se zelo obuja pač ta naci-fašizem preko tega ukrajinskega nacionalizma in tako naprej. Ko se je vojna začela, je vse to izginilo iz zahodnega tiska in zdaj se počasi vrača. Kako ti to komentiraš oziroma čemu ti pripisuješ to neko, bi skoraj rekel, medijsko enoumje, ki so mu bili, vsaj po mojem mnenju, zdaj prvič priča v takih globalnih razsežnostih? Ja, torej dejansko to se je ponovil vzorec od tistih vojn, ki si jih prej naštel. Pač Američani vedno značajo in Sadama Huseina in Gaddafija, torej to so zločinci, treba jih je odstraniti, množično orožje za uničevanje. Potem na koncu se sicer ugotovijo, da vsega tega ni bilo, ampak pravijo, pač zdaj je že konc, kar je. Enaka formula se uporablja tudi v primeru Ukrajine, ki jo je seveda sedanja ameriška administracija uporablja kot sredstvo boja proti Rusiji. In zanimivo je, da je, kot sem že rekel, Evropa torej praktično povsem počepnila pod ameriškimi zahtevami. V zahvalo za ameriško odločilno vlogo v Ukrajini Evropa pač povsem sledi ameriški liniji, ameriškim ukazom. Zanimivo je bilo, da sem v nekaj razpravah v ameriških medijih zasledil celo
razmišljanja o tem, da Amerika takšne Evrope ne potrebuje, da ta Evropa je pravzaprav podružnica ZDA in da to pravzaprav ne more biti strateški zaveznik ZDA, ker jo v vsem posluša. Vendar dejstvo je pač, da Evropa pač je hvaležna Ameriki za njeno vlogo v Ukrajini in smatra, da je zato potrebno slediti in na zunanje političnem in na notranje političnem področju tudi, kajti Američani so zlasti v vojni v Vietnamu torej videli, da nek medijski pluralizem lahko ima negativne učinke in zgleda, da so ta recept prenesli tudi na evropska tla. Bogo, kam so šli evropski voditelji, ki so vendarle, kar je nekako pričakuješ od voditeljev, delovali v interesu držav, ki so jih vodili, recimo nemška kanclerka Angela Merkel in tako naprej in tako naprej. Takrat smo tudi imeli prijateljske odnose, ZDA, še zmeraj smo bili v NATO člani in sočlani in tako naprej, ampak vendarle ni bilo tega, bi rekel, tako očitnega podrejenega odnosa, kot ga vidimo danes. Lahko rečemo, da je jajca ohranil samo Macron. Macron je tisti, ki govori o strateški neodvisnosti Evrope. Vendar je pa dejstvo, da ima on nasproti baltske države, Poljsko, skandinavske države, ki smatrajo, da je strateška neodvisnost Evrope strateški samomor in da Evropa lahko ostane samo ob ameriški podpori in ameriškem vodenju. Zanimiv je tukaj položaj Nemčije. Scholz je dolgo časa, bi rekel, upiral, danes se še vedno, torej poleg Macrona lahko rečemo, da je tudi Italija dokaj na tej sorazmerno neodvisni poti od tega evropskega skupnega govorjenja. Zanimiv je primer Nemčije. Spomnite se, ko je ista ta ekipa, ki danes vodi ZDA na zunanje političnem področju, vohunila za Merklovo. In ko so to odkrili, tudi v Franciji so vohunili, in ko so to odkrili, je Merklova rekla samo en stavek, to je nedopustno, pika. Od vsega vohunjenja je bil to edini očitek, ki ga je zmogla sestaviti. In zanimivo je to, meni je to zanimivo zdaj, ko Scholz ni, bi rekel, takoj pristal na ameriško vodenje, kaj se je zgodilo? Prišel je k njemu direktor CIA. Direktor CIA ga je povabil v Washington in jaz verjetno imajo v Washingtonu torej razne informacije in ko je Scholz prišel iz Washingtona, je pristal na vse. Seveda, druga, bi rekel, takšna učinkovita poteza discipliniranja Nemčije je bila razstrelitev Severnega toka. Zdaj, Američani tega seveda niso priznali, ampak dejstvo je, da ga je Biden napovedal en dan prej. Dejstvo je, da so opazili ameriške in poljske helikopterje nad Severnim tokom in torej dejansko, ko so razstrelili Severni tok, razstrelili so, mislim, 3 cevi, ena je še delujoča, vendar se jo Nemci ne upajo več uporabljati. In kaj je rezultat? Nemčijo se danes glasa za gospodarskega bolnika Evrope. Zakaj? Ruski plin je bil 7-krat cenejši kot je ameriški plin, s katerim danes deluje Nemčija. Jasno, da ne more biti konkurenčna ob takih cenah energentov. In seveda, mi pa vemo, če zakašlja Nemčija, bo zbolela cela Evropa in seveda v veliki meri tudi Slovenija, ki je z Nemčijo tesno povezana. Ja. Bogo zdaj, ko se je začela vojna v Ukrajini, se tudi pri nas, pa marsikje, ti si omenil, baltske države, posebej pa skandinavske, so bili plat zvona. Tudi pri nas so nekateri pričakovali, da bojo do konca tedna ruski tanki že v Murski Soboti. Vemo, to se potem ni zgodilo. Koliko so upravičeni ti strahovi, napovedi, bojazni, da se Putin ne bo ustavil v Ukrajini, ampak ko si podredi Ukrajino, se bo lotil Poljske, baltskih držav, Finske in tako naprej? Torej, jaz mislim, da je to iz trte izvito. Rusija izjemno pazi, da ne napada konvoje orožja iz Poljske in Romunije, ki vozijo tudi ameriško in vse ostalo orožje v Ukrajino. Velika prednost, ki jo ima NATO in tudi Ukrajina na bojišču, je, da uporablja ameriške satelite v orbiti in ameriške izvidniška letala. Ta letala bi Rusija z lahkoto lahko uničila, vendar jih ne. Seveda, jih ne tudi zaradi tega, ker se boji in noče spopada z NATO-om in seveda torej,
lahko rečemo, mislim, mi smo to kar malce pozabili. Ne. Torej, dejstvo je, ne, da je v Ukrajini 20% prebivalca bilo Rusov, da je na tem delu, ki ga je Rusija sedaj zavzela, še živi znatna ruska manjšina in da je velik del torej tega ruskega posredovanja namenjen zaščiti te ruske manjšine. Zelenski je leta 2019 zmagal tudi z obljubo in tudi z glasovi tega ruskega prebivalstva, da bo končal spopade. Mi pa vemo, da je v bistvu začel z silovitim topniškim obstreljevanjem Ukrajine in da je bil deloma ruski napad prisiljen, kajti sicer te manjšine ne bi bilo več. Ja. Misliš ta del, ki je bil neformalno odcepljen, se pravi Donbas, v tem delu, kjer je bil Luhansk. Tako, jugovzhod Ukrajine. Ja. No, to sem te hotel ravno vprašati, pa si me prehitev. Ja, ta obrat Zelenskega, to se mi zdi tudi fascinantno. On je dejansko v volilni kampanji, vemo, so posnetki še zdaj dostopni, je govoril, ni važno, če nekdo govori rusko, to so tudi naši državljani, to ni pomembno, govoriš rusko, ukrajinsko, mi smo vsi ena država, en narod in tako naprej. Po izvolitvi je obrnil ploščo. Misliš, da je zavestno šel v tako kampanjo, da bi pridobil čim večje število glasov, tudi recimo rusko govorečih prebivalcev Ukrajine, da mu na ta način omogočili izvolitev, ali je potem, ko je prišel na oblast, padel pod nek pritisk iz tujine, verjetno iz ZDA, da je tako za 180 stopinj obrnil to svojo politiko? Jaz bi to rekel, kar si ti zdaj na koncu rekel. Zdaj, a veste, če pogledam njegovo politično kariero, on je ustanovil politično stranko, mislim, če je res ultra populistično, skoraj bolj ne more biti. Služabniki ljudstva, znešeno iz vseh strani. Še za naše slovenske razmere je to zelo populistično. Za slovenske razmere je ultra populistična, znešeno z vseh strani, brez ideologije. 76% volilno podporo je dobil, v enem letu je padla na 32% propadel je na volitvah in tudi stranka mu je razpadla. Prav, gre za nekega politika, ki je, bi rekel, na tem trenutnem valu populizma nekako ujel in seveda, ko je prišel na vladni stolpeč, je bil soočen z realnostjo, v kateri je Ukrajina bila. Moramo vedeti, da Valerija Nuland, ki sem jo omenil, je leta 2015, potem, ko so vrgli sicer proruskega, vendar vseeno zakonito izvoljenega predsednika Janukoviča, določila, kdo bo novi ukrajinski predsednik. To je bil, ni hotela Kličkota, mislim, da je imenovala Jacenjuka, velikega medijskega mogotca. In seveda, ko je Zelenski prišel na stolček, se je moral soočiti z stanjem, v katerem je bila ta ukrajinska elita vis-a-vis Amerike. Je pa res, na nek način Bogo, prej si nakratko že omenil, da je Zelenski prijavil vse države v Evropi praktično, ki mu pomagajo v tej vojni proti Rusiji na Svetovno trgovinsko organizacijo, ker nočejo uvažati ukrajinskega žita. Je pa tudi vseeno, če pogledamo z njihove plati, malo dvolično pa je, da ti po eni strani pošiljaš milijarde vredno orožje Ukrajincem, da ubijajo Ruse in umirajo v boju proti Rusom, po drugi strani pa nočeš uvažati žita iz države, ki je v bistvu tako rekoč na robu in bankrota in splošnega kolapsa. Ja, ampak verjetno je logika notranje političnega vladanja. Lahko si predstavljaš, kakšen močen lobi predstavljajo kmete v teh državah in enostavno tega niso bili pripravljeni še to narediti. Ob vseh milijardah pomoči, ob vseh milijonih beguncih, ki so jih sprejeli, so rekli, tukaj je pa neka črta, bomo še naprej pomagali. Seveda, zdaj je Poljska rekla, da ne bo več pošiljala ne orožja, ne pomoči Ukrajini, verjetno bodo pritiskali na njo, da bo to obnovila, vendar izgleda, da so tudi meje, dokjer se niso hoteli zamešati. Jaz bi rekel predvsem notranje političnim skupinam v teh državah. Zdaj, ta del Evrope, teh sosed ukrajinskih, če pogledava v zgodovino, veva pred drugo svetovno vojno in potem tudi ob začetku druge svetovne vojne, so zelo uspešno v narekovajih sodelovali pri tem, da so odrezali si en kos ozemlja sosednjih držav, ki so jih prej, recimo, jih je zasedla bodisi Hitlerjeva Nemčija ali pa Stalinova
Sovjetska zveza. Misliš, da je tak scenarij možen na koncu koncev tudi v Ukrajini, ne? Ker vemo, pač madžarski predsednik Orban pravi, treba je zaščititi madžarsko manjšino, ne? Romunija ima neke ozemeljske zahteve, Poljska ima neke zgodovinske ozemeljske zahteve do Ukrajine in tako naprej. Misliš, da na koncu utegne se zgoditi, da ne bo Ukrajina izgubila samo tega dela ozemlja, ki ga bo recimo vojaško zasedla Rusija? Ne, jaz vseeno mislim, da bo prišlo do, bi rekel, novega zamrznenega konflikta, torej Rusi bodo na teh linijah obdržali vojsko. Enaka, čisto povsem enaka situacija je danes v Južni Osetiji, na Abhaziji, v Gruziji, čisto enaka situacija je pri Dnestrju v Moldaviji in tu se bodo stvari končale, ne, kot sva prej že govorila, predvidevam, da ko se bo konflikt enkrat končal, čez par let nihče sploh ne bo vedel, da je bila vojna v Ukrajini, tako kot danes nihče več ne ve, da je bila vojna v Afganistanu. Vendar, vse je pa treba povedati nekaj. Donbas je industrijsko srce Ukrajine. Celotno obalo, ki jo nadzorujejo sedaj Rusi, je seveda izjemno pomembna za Ukrajino. In Ukrajina se bo gospodarsko praktično se ne bo mogla več postaviti na lastne noge. Druga stvar, ki jo je treba omeniti. Ukrajinsko prebivalstvo se je s približno 42 milijonov pred agresijo, z odcepitvijo Krima in z množičnim eksodusom, zlasti žensk in otrok iz Ukrajine, znižalo iz 42 na 30 milijonov. Te milijoni žensk iz Kijeva in Harkova, ki živijo sedaj v zahodnji Evropi, se verjetno tudi po koncu agresije, po koncu konflikta ne bodo vrnili. Zelo verjetno je, da se bodo njihovi možje iz Ukrajine preselili v te zahodne države. Ukrajina je najrevnejša evropska država. Pokojnina, povprečna pokojnina v Ukrajini je 100 evrov. Kosmati družbeni proizvod na prebivalca je $2000, v Sloveniji 40 000. Torej gre za daleč najrevnejšo evropsko državo, ki jo seveda ob recimo solidarnostni obnovi, približne ocene so, da gre za 600 milijard vojne škode, kar ni takšna strahotna številka, da jo sosednje države ne bi zmogle, vendar vseeno torej Ukrajino čaka težka prihodnost. In ta njena vojna z Rusijo je seveda velika napaka, za katero jaz predvidevam, da bo sedanje vodstvo prej ali slej torej moralo odgovarjati na izstavljene račune, ki mu jih bojo ljudje pač predložili. Je pa verjetno na nek način vseeno šokantno Bogu, da kot si omenil, že pred v bistvu začetkom vojne je bila Ukrajina revnejša recimo tudi od svoje sosede Belorusije, ki vemo, da ima že dolgoletnega diktatorja Lukašenka in nima takih možnosti, recimo toliko industrije, nima recimo morske meje na Črnem morju in tako naprej, se pravi, pa vendarle že pred vojno Ukrajina po bruto družbenem proizvodu pa to zaostajala celo za Belorusijo. Zakaj, Bogu? Torej dejansko je možno, torej ta neka globoka koruptivnost, neka napačno izvedena tranzicija, ki je izvenela v nek ozek sloj bogatašev, ki je koncu koncev živel tudi na milijardah ruskega denarja. Rusija je v Ukrajino, torej v zadnjih 10-20 letih katapultirala približno $90 milijard. In ker se seveda ni hotela vmešavati v notranje zadeve Ukrajine z upanjem, da bo ohranila dobre odnose in seveda tudi z upanjem, da bo morda izvoljen kdaj proruski predsednik, je tudi, bi rekel, na tem ogromnem ruskem denarju rasla ta ukrajinska elita in ta korupcija je danes izredno prisotna. Lejte, spomnite se, pred kratkim je Zelenski zamenjal
ukrajinskega obrambnega ministra, vendar predtem je zamenjal vse mobilizacijske oficirje zaradi korupcije. Kaj se dogaja? Veste, kaj se dogaja? Jaz se spomnim, ko sem bil v Belorusiji, pa sem spraševal fante, kako se izognejo vojaščini ali pa tega, da jih pošiljajo v kolhoze. Uradniku neseš 500 evrov in te zbriše seznama. Ne? In ker se je to masovno dogajalo, ne, je Zelenski moral nekaj ukrepati. Danes imaš ti 170 tisoč vojaških obveznikov v Nemčiji, nekaj 100 tisoč na Poljskem. To so obvezniki, ki so iz Ukrajine zbežali, da ne bi bili vpoklicani v vojsko. In dejansko, kar je v Rusiji nekaj, v Ukrajini je to, kar je tudi v Rusiji. V vojsko danes vstopajo samo še fantje iz podeželja, ki ne poznajo teh koruptivnih iger, medtem ko pa fantje iz mest se koruptivni prijemi izognejo. No, ampak vendarle, kljub tej medijski blokadi, o kateri smo že govorili, tudi do nas pridejo glasovi skozi zahodni tisk, tudi od uradnih oseb na Zahodu, ki pravijo, da so pač žrtve Ukrajine v tej vojni strahovite. Vemo, da gradijo največje vojaško pokopališče na svetu, celo večje od ameriškega pokopališča v Arlingtonu, kjer mislim, da je 400 tisoč ali 600 tisoč padlih ameriških vojakov pokopanih. To so posebej za, leto 2023 strahotne številke. To so strahotne številke. Zdaj ocene, a veste, tu ocene so čisto, ocenjujejo, zdaj tudi zahodni analitiki že ocenjujejo, verjetno tudi te spomladanske ofenzive, da je ukrajinskih žrtev več kot ruskih. Ocena je tam nekje 400 tisoč mrtvih proti 300 tisoč mrtvim Rusom. Vprašanje, če je temu res, če pogledate tisto menjavo ujetnikov, ki je bila izpogajana v Antaliji, to je bila 4. runda mirovnih pogovorov, so menjali 200 ukrajinskih ujetnikov za 50 ruskih, se pravi, verjetno so ta razmerja še bolj neugodna za Ukrajince. In torej, naslednja takšna tragedija je, da v Ukrajini pričakujejo 1,5 milijona invalidov. Torej, to so dejansko takšne strahotne človeške žrtve, da se tudi sedaj, torej nekateri ameriški analitiki, seveda ne tisti najbolj na čelu, sprašujejo, ali ima to smisel, kajti več ali manj je jasno, da tudi če ta vojna, ki postaja vedno bolj pozicijska, lahko traja 1 leto, lahko traja 5 let, na koncu se bo treba usesti in seveda usesti in doseči neki dogovor, ki, kot pravi veliki kitajski teoretik vojne, ponudi bojujočima stranema zlati most umika. Se pravi, win-win situacijo za eno, drugo in tretjo stran, za ZDA, za Ukrajino, za Rusijo. Če hočete, na primer, za Ukrajino, kaj bi bil nekakšen takšen plus? To, da seveda sedaj v Ukrajini ne more več zmagati nobena proruska stranka, sedaj, ko ni Krima, ko ni več prisotne ruske manjšine, torej na tem jugovzhodu Ukrajine, jasno, da do tega več ne more priti. Se pravi, vsaki strani je treba ponuditi neko častno možnost umika in to se bo prej ali slej zgodilo, kajti vse vojne se končajo s pogajanji. Še čisto zadnje vprašanje, Bogo, če dovoliš, misliš, da bi morebitna izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika lahko pospešila ta proces, o katerem si zdaj govoril? Torej, pri izvolitvi Trumpa je ključni dejavnik, ali bo njegovemu pravnemu timu uspelo premakniti sodne procese po volitvah. Če Trump zmaga, se lahko tudi sam pomilosti izloči. In torej, dejstvo je, da Trump bi zelo verjetno prenehal pošiljati pomoč Ukrajine in Ukrajina bi bila seveda prisiljena. Tudi Zelenski je torej enkrat že izjavil, da se vojne končajo s pogajanji, vendar zaenkrat torej še trdno ostaja na tej formuli, torej vse ruske enote se morajo umakniti in z Ukrajine in iz Krima, vendar je vse bolj jasno, da je ta formula torej nerealna. Vprašanje pa je seveda, koliko gre vsaka stran nazaj, ali bi Rusi sedaj pristali torej na neko referendume
v zasedenih ozemljih, ali bi, torej bila je neka ideja Indonezije, predlog Indonezije, da bi mirovne čete OZN torej, postavili med vojskujoče strani, tako da torej nek dogovor bo absolutno treba doseči in Trump je verjetno malce na škodo Ukrajini človek, ki dejansko to vojno bi znal končati, kot sam pravi, v 24 urah. Ja, po drugi strani pa ne, če srbski predsedniki ne smejo reči, če hočejo ne samo politično, mogoče celo fizično preživeti, da pa če treba v Kosovo pozabiti, si lahko predstavljamo, kaj bi se zgodilo Zelenskemu, če bi on izjavil kaj podobnega v Ukrajini. Profesor dr. Bogomil Ferfila, najlepša hvala za tvoje današnje gostovanje v naši oddaji in odlične komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj smo izgubili vojno v Ukrajini, že 921. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj so sponzorske objave in sponzoriranje postale nova realnost slovenske politike. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.